Pozdravljeni! Prišel je čas za naš običajen tedenski komentar novic iz sveta Formule 1. Kot običajno si bomo tudi tokrat pogledali 4 različne sklope novic in kot običajno tudi viri, ukolikor koga zanima original, so navedeni z bližnjicami v opisu. A kot običajno, da ne bomo predolgi, začnemo kar z našo prvo novico. Znana italijanska revija Autosprint je na svoji spletni strani 26. oktobra objavila izjavo Helmuta Marka. In mnogi boste sedaj dejali, kaj je tu tako posebnega. Helmut Marko je znan po svojih izjavah. Tokrat nekaj izjemno zanimivega. Helmut Marko trdi, da ukolikor Max Verstappen zmaga še 2 dirki, bo naslov njegov. Marsikomu izmed nas se bo zdela taka izjava izjemno smela, da ne uporabljam kakega drugega, ostrejšega izraza. Ampak pod določenimi pogoji ima Helmut Marko prav. Ukolikor Max Verstappen zmaga 2 dirki in je na preostalih 3 na drugem mestu, bo svetovni prvak. In lahko se bo ponovila zgodba, ki smo jo videli leta 2016. Ko je bil Lewis Hamilton prisiljen zmagovati, Niku Rosbergu je pa zadostovala drugo mesto. Poglejmo si malce od bliže tudi izjavo, ki je Helmut Marko kot običajno tudi malček pretirava. Hvali konstantnost Maxa Verstappena. In marsikdo se bo sedaj zamislil, saj ima Max Verstappen bistveno boljše rezultate kot Lewis Hamilton, ampak bistveno več odstopov. In sedaj se bomo vrnili za trenutek v sezono 2016. Takrat je bilo na sporedu 21 dirk in po 17. dirki, veliki nagradi Japonske, se je začela ta igra Nika Rosberga. Na Japonskem je zadnjič zmagal, nato je bil do konca sezone samo v navednicah drugi. Ampak kljub vsemu je po veliki nagradi Japonske imel 313 točk pred 280 Lewisa Hamiltona. Danes imamo po 17 dirkah Maxa, ki ima 287 točk in pol, Lewis pa 275 in pol. In tu je treba poudariti 2 zadevi. Prvič, letos smo imeli tisto nesrečno veliko nagrado Belgije, ko se je podelilo polovico točk. Ampak po drugi strani imamo tudi točko za najhitrejši krog in točke se delijo tudi na tako imenovanih sprint kvalifikacijskih dirkah. Nisem šel preračunavati, kje je bila prednost in kje je zaostanek, ampak zaokroženo lahko trdim, da Lewis Hamilton v sezoni 2016 je zbral na 17 dirkah približno toliko kot Max in Lewis danes. Torej, ne moremo govoriti o kakšni veliki konstantnosti. Čeprav številke sedaj v tem trenutku kažejo v smer Maxa. In sedaj bi se rad vrnil na izjave, ki sem jih izrekel pred meseci. Se morda kdo izmed vas spomni, da sem trdil, da so točke, ki jih je Lewis izgubil na veliki nagradi Azerbajdžana, lahko ključne. Danes mislim, da mu bi 18 točk prišlo še kako prav. Čeprav ga razumem, njegov karakter je karakter zmagovalca in za zmagovalca drugo mesto ni dovolj. Ampak pokojni Niki Lauda mu je povedal pred leti, da konec koncev vsaka točka šteje. In tu se bomo lahko pogovarjali konec sezone, kdo je imel prav.
a mi raje pojdimo. Vesela novica za Jacka Aitkena. Vrnil se bo v svet Formule 1. V Abu Dhabiju bo prisoten na prvem prostem treningu. Kolikor se spomnite, Jack Aitken je doživel izjemno hudo nesrečo na dirki Endurance v Spa-Francorchamsu. Nesrečo si je zlomil le ključnico. Tem smo lahko brali 26. oktobra na uradni spletni strani Formule 1 in na italijanski verziji motosport.com ter še na marsikaterem drugem viru, ki je dosegljiv nam navdušencem. In Jack Aitken je tisti voznik, ki je nadomestil Georgea Russella, ko je ta na veliki nagradi Shakirja šel v Mercedes, kjer je zopet nadomeščal Lewisa Hamiltona. Vem, malce kompleksno. A zanimivo je, da po samo 4 mesecih po sorazmerno grozoviti nesreči, kjer je doživel zlom ključnice, bo Jack ponovno sposoben sesti v bolid Formule 1. A res, napori, ki jih bo doživel na prostem treningu, so manjši od tistih, ki bi jih moral trpeti med samo dirko, a gre tu tudi za psihološki faktor. Čeprav izgledajo v medijih ti vozniki nepremagljivi, brez strahu, tudi taki trki puščajo posledice. In tu bo zanimivo spremljati, kako se bo obnašal Aitken v samem bolidu. Bodo njegovi krogi primerljivi s tistim, ki jih bo opravil drugi voznik v Williamsu, ali bo bolj neka nagrada za dobro oddelano sezono? Aitken je seveda tudi voznik v Formuli 2 in ta zlom je preprečil, da bi se še bolj pokazal v boljši luči. A tu moramo sedaj razumeti, da nekateri vozniki nikoli ne bodo zvezde v Formuli 1, ampak to še ne pomeni, da niso pravi profesionalci. In prav s tem nastopom v prvem prostem treningu lahko Aitken dokaže svojo profesionalnost. Komaj 4 mesece po nesreči, verjetno še z bolečinami v ramenu. Želim mu vse najboljše, a videli bomo, kako se bo odrezal. V našem tretjem sklopu se bomo pa zopet vrnili k italijanski reviji Autosprint, kjer so zopet 26. oktobra objavili izjemno zanimivo izjavo. Tokrat se bomo ukvarjali s prebrisanostjo Carlosa Sainza mlajšega. Namreč na začetku, v prvi fazi dirke Združenih držav Amerike, je Carlos Sainz bil v neposrednem boju z Landom Norrisom in kasneje tudi z Danielom Ricciardom, z obema McLarenoma. In čeprav dirka na koncu se ni odvila tako, kot so si želeli pri Ferrariju, posebej zaradi dolgega postanka, ampak pustimo to, je Carlos Sainz pokazal nekaj, kar izjemno redko vidimo v Formuli 1. V boju z Norrisem je dosegel tako imenovano trajno prednost, ko je malce izkoristil izletno cono. Nič kaj takega. V vodstvu dirke so to opazili in Carlos Sainz je pridobljeno mesto vrnil. A vrnil ga je na izjemno prebrisen način. V 6. krogu je McLarena spustil predse tik pred tisto točko detekcije DRS. Torej, ko sta oba bolida prečkala tisto točko, je bil Carlos Sainz manj kot sekundo za svojim nasprotnikom, kar je pomenilo, da na naslednji ravnini je lahko uporabil sistem DRS in pridobil mesto nazaj. Izjemno prebrisano in skladno s pravilnikom. Nikjer ne piše, na kak način ter kje moraš vrniti mesto.
In to nam kaže na karakter samega voznika. Lahko ni tako hiter na samih kvalifikacijah, kot naprimer Charles Leclerc, ampak ima druga orožja, katera so lahko prav tako učinkovita na dirki. Na finalu sezone v Abu Dhabiju bomo videli korenite spremembe na progi v Yas Marini. O tem smo lahko brali v različnih virih. Sam navajam Race Fans s člankom objavljenim 27. oktobra. Po navedbah avtorja je Mihael Masi na poti na arabski polotok, kjer bo preveril te spremembe. In te naj bi bile izjemno učinkovite. Spremenili so kombinacijo 4., 5. in 6. ovinka ter 11., 12. ter 13. Na prvi pogled ne zgleda tako drastično, kot so nekateri namigovali, ampak kljub vsemu časi na krog naj bi se znižali približno za 10 do 15 sekund. To je ogromno. In lahko pričakujemo, vsaj po mojih izračunih, nekje čase na krog med minuto in 20 ter minuto in 30 sekund, kar je v bistvu revolucionarno. Revolucionarno zaradi tega, ker bo proga imela čisto drugačne karakteristike, kar se tiče obnašanja pnevmatik in kar se tiče tudi tistega, kar je najbolj pomembno, kateri tipologiji bolida bo bolj ustrezala nova postavitev proge. A zanimivo je nekaj drugega. Več kot desetletje lahko že poslušamo pritožbe z vseh strani nad to postavitvijo proge, kot smo jo bili vajeni do sedaj. Herman Tilke ni opravil ne vem kako genialnega dela. In sedaj kar naenkrat ta dobrodošla sprememba. A to, da se bodo časi na krog znižali, nima samo pozitivnih sprememb, temveč prinaša seboj tudi kakšno negativno lastnost. Najprej to, ukolikor bodo časi na krog nižji, pomeni, da bo tudi možnost gneče oziroma oviranja bistveno večja. Ne gre se toliko za samo razdaljo, ampak tudi za časovni interval, ki ga posamezen bolid rabi. Seveda, to ne pomeni, da bomo sedaj avtomatsko gledali gnečo. Le možnost, da bo do tega prišlo, bo večja. Po drugi strani ne smemo pozabiti na postanek. Ta bo prav tako dolg, ampak na sami progi bodo bolidi hitrejši. Torej se ga bodo vse ekipe postanka seveda še bolj otepale kot ponavadi. A to je samo po sebi umevno. Sam komaj čakam, da bom videl novo podstavitev in skušal ugotoviti, kateremu bolidu bo nova proga Yas Marine bolj pisana na kožo. A za danes je bila to zadnja novica v tem kratkem komentarju. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.